Podpredsednik Komisije Državnega sveta, profesor dr. Stanislav Radovan Pejovnik, konec januarja je potekal posvet Slovenija in CERN, priložnost za znanost, gospodarstvo in mednarodni ugled. Posvet ste vi povezovali, kako ga ocenjujete in kaj bi na posvetu sklenili oziroma ugotovili? No, v zadnjem času sta v Sloveniji zelo dominantni dve temi v znanstveni politiki. Ena je Evropska vesoljska agencija in drugo je članstvo v CERN-u. Oboje pravzaprav v široki javnosti ni popolnoma natančno razumljivo, niti ni zelo dobro bilo razloženo. Zato smo se skupaj z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije dogovorili, da pripravimo posvet, v katerem bodo sodelovali veliki eksperti iz fizike delcev in podjetja, ki s CERN-om sodelujejo, vendar je bila vsebina zamišljena bolj poljudno, tako da bi širša javnost razumela, kaj se pravzaprav v tem največjem velikem hadronskem trkalniku v CERN-u dogaja. In objektivno Slovenija v takem centru sodeluje že skoraj 50 let. Vendar je pretežno bilo v javnosti poznano, da v CERN-u sodeluje neka skupina fizike delcev na Inštitutu Jožef Stefan. Ostale podrobnosti so bile pa večkrat relativno manj pojasnjene. Mogoče je veliko pozornost doživel šele Higgsov bozon, ki je bil tako široko populariziran med javnostjo, da je CERN postavil kar v prvo vrsto raziskovanja na področju fizike. In mislim, da je posvet dosegel svoj namen. Resnično strokovnjaki, ki s CERN-om sodelujejo že dolga leta, so predstavili, kaj delajo, kako delajo in kakšni so rezultati doseženi na zelo poljuden način. In prav tako je bil izvrsten panel, v katerem so podjetja predstavila, kakšno je sodelovanje slovenskih podjetij s CERN-om. In zato pravzaprav zaključki iz tega posveta so bili več ali manj soglasni. Na posvetu so sodelovali minister, predsednik Državnega sveta, sekretarji iz Ministrstva za gospodarstvo, zunanje zadeve. Torej je bil tudi iz političnega vrha dobro obiskan in dobro so sodelovali. Ko je bil posvet zaključen, sem dobil vrsto pohval. Ne jaz, ampak organizatorji posveta. In ker je bil neposredno prenašan, je bilo zanimivo, da sem prejel celo vrsto telefonskih klicev, ki so bili v glavnem dve vrsti. Koliko bo to stalo Slovenijo in kaj bomo od tega imeli. Ampak nihče od tistih, ki me je klical, ni pozabil pohvaliti način priprave in izvedbe posveta. V bistvu je posvet potekal tako, da je bil razumljen tudi v širši javnosti. Se pravi, govorili ste o tem, da je to priložnost za slovensko znanstveno skupnost, za gospodarstvo, za mednarodni ugled. Kaj bo pa torej prineslo polnopravno članstvo Slovenije v CERN-u za Slovenijo? Najprej in zame kot profesorja in tako je izobraževanje in raziskovanje. To se pravi izobrazba ljudi na najvišjem možnem strokovnem nivoju. CERN je ustanova, v kateri je približno 2500 ljudi zaposlenih, 24 članic ima, Slovenija bi torej postala 25. polnopravna članica in CERN je poznan kot organizacija UNESCO tipa, to se pravi organizacija, ki poskuša močno povezovati ne samo
znanstvenike, ampak se udeležuje tudi širše. V slovenskem prostoru so nekateri rezultati, ki jih lahko kar takoj povemo, naprimer skoraj 2000 znanstvenih člankov, več kot 80.000 citatov. Ne. To so merila, ki jih v znanstveni sferi uporabljamo za odličnost. In ta merila v CERN-u ni težko doseči, ker je sam po sebi namenjen temu, da tam tečejo raziskave na Angleži temu rečejo cutting edge, to se pravi na sami ostrini noža, ne samo na rezilu, tako rekoč. In v tem dodatni rezultat je, mislim, preko 40 doktorjev znanosti, ki so svoj doktorat delno ali pa v celoti opravili v CERN-u. Cela vrsta slovenskih raziskovalcev, ki so v CERN-u doživeli in dobili mednarodni ugled. In to so stvari, ki seveda niso zanemarljive. In če je Slovenija lahko na nekem področju soudeležena na sami špici raziskovanja, potem to seveda pomeni, da smo sposobni s svetom sodelovati v konicah znanja. Seveda ne v širokem področju, ker nas je premalo, pa imamo tudi premalo sredstev, ampak na določenih področjih smo v sami konici znanja. In tam, kjer smo, ta konica znanja seveda vleče za sabo tudi ostale. Na koncu koncev se vsi primerjamo med sabo. In če je nekdo v svetu tako uspešen, potem se vpraša njegov sosed, zakaj pa ne tudi jaz. In to seveda v celoti močno dviguje povprečje. In jaz vedno trdim, da s povprečneži ne moreš doseči odličnih rezultatov. Torej potrebuješ nad povprečjem. In CERN je nedvomno nad povprečjem. Se pravi, Slovenija se za članstvo v CERN-u trudi že 50 let. A lahko še malo opišete to pot, oziroma lahko ga izpostavite? Jaz bi ta izraz sodeluje večkrat obrnil. Jaz bi rekel, Slovenija je aktivna v CERN-u 49 let. Začel je to profesor Karnel, ki smo ga na samem posvetu počastili tudi z minuto molka, ker je žal prejšnji teden umrl. In meni je bilo zelo, zelo žal, da ga ni za nami. Ampak v bivši Jugoslaviji CERN ni bil nepridružena članica ali pa je bil opazovalka in tako ni imel nekega, bi rekel, trajnega statusa. Jugoslavija ni imela trajnega statusa. In tudi, ko smo postali samostojna država, po letu 90 so bila razna nihanja v tem sodelovanju s CERN-om. Takrat, kadar je bil CERN zainteresiran, da bi Slovenijo sprejel v polnopravno članstvo, v Sloveniji ni bilo pravega odziva. Prav zanimivo. Ko smo bili mi zelo zainteresirani, v CERN-u ni bilo zelo zanimivega odziva. In šele leta 2016 je takratna ministrica Maja Makovec Brenčič začela resno odpirati vprašanje ureditve statusa Slovenije v CERN-u. In zato smo postali najprej pridružena članica, in v lanskem letu oziroma konec leta 2023 so poslali v Slovenijo strokovno komisijo, ki je morala ugotoviti, ali Slovenija izpolnjuje glavne pogoje za članstvo v CERN-u. In ta skupina je bila resna, strokovna skupina, ki je zelo resno tudi upravljala delo in je ugotovila, da Slovenija izpolnjuje vseh 5 bistvenih pogojev za članstvo v CERN-u. Bistveni pogoji so pa izvrstna znanost, ki seveda lahko sodeluje v tako elitni organizaciji, kot je CERN, pripravljenost za stalno financiranje. In zanimivo je, ko so prej omenili tiste telefonske pogovore, da so me skoraj vsi vprašali, ti koliko pa je članarina. In mislim, da to tudi zanima javnost in po svetu nismo povedali. Članarina je tam, ki je reda velikosti od 3 do 5 milijonov letno evrov.
plača se po švicarskih frankih. Tako je. Ampak mislim, da je sama čista članarina tam okrog 3 milijone, ostalo so pa potem še konkretni stroški na programih, kjer se sodelujejo in tako naprej. Mislim tudi, da ni čisto natančno določena številka, ampak red velikosti je zanesljivo ta prav. Potem, da ima ta država, ki se polnopravno vključuje v CERN, tudi podjetja, s katerimi lahko CERN sodeluje oziroma podjetja, ki so na dovolj visokem nivoju, da imajo projekte, ki jih lahko seveda CERN upošteva pri svoji izgradnji. Ostalo so splošno znani projekti, izobraževanje in tako naprej. In poročilo je bilo ugodno za Slovenijo in zdaj v bistvu tečejo samo še formalnosti, ki tečejo na obeh straneh. Najprej mora svet CERN-a dati jasno podlago, potem mora Vlada Republike Slovenije, parlament, Državni zbor Republike Slovenije dati soglasja in pričakuje se, da bi naj nekje v juniju letos opravili vse te obveznosti, če tako rečem, in da naj bi potem na slavnostni seji CERN-a dvignili slovensko zastavo v CERN-u in postali polnopravna članica. Tako da v resnici strogo eksaktno, strogo natančno povedano, tečejo ti pogovori Slovenije s CERN-om za polnopravno članstvo od leta 2016 dalje. Omenili ste tudi veliko je bilo govora o mednarodnem ugledu, ki ga tako članstvo prinaša. Kako se to odraža potem? Glejte, jaz mislim, da to sem omenil tudi na posvetu. Bivši direktor CERN-a, dr. Schopper, sedaj je ta gospod star, mislim, da se približuje 100 letom, tam nekje okrog 95, je naredil na pobudo CERN-a pospeševalnik na Bližnjem vzhodu. Solastniki tega pospeševalnika, ki je tam zgrajen, so Izraelci in Palestinci. Seveda tudi druge države, Jordanija in tako naprej. Ampak to je po mojem vedenju edina organizacija, v kateri enakopravno sodelujejo Izraelci in Palestinci. In temu se reče mednarodni ugled. In temu se reče možnost vplivanja preko znanosti tudi na aktualna politična dogajanja. Pa ne tako, da bi razlagali, kako bomo Gazo obnovili, naredili za letovišče, ja. Raj, skoraj sem rekel paradajz, tako kot Trump. Ampak na preprosto, na osnovi tega, da se počnejo stvari, ki so zanimive za človeštvo. In fizika delcev je veliko bolj zanimiva za človeštvo, kot običajno mislimo. Vse od nastanka vesolja, od Big Banga do širjenja vesolja in tako naprej, v bistvu se da na nek način tudi ponazoriti z sestavo atoma, z osnovnimi delci, ki atom sestavljajo, z privlačnimi silami, ki so v tem atomu. Zato, kaj je temna snov, kdaj snov dobi maso in tako naprej. To so raziskave, ki segajo v same temelje nastanka vesolja. Prav. Najlepša hvala, dr. Pejovnik. Upam, da sem stvari razložil prav in tako, da so razumljive. Hvala.